Jaj, kaj pada. Neč. Dež pada. So rekli, da je kljivo mejhen, ne, pa smo dali dva bicikla noter. Dober dan vsi skupaj. Smo na Pokljuki, zdaj, ker so razmere take, kot so, torej dež, se je organizator odločil, da bo skrajšal, torej iz 45 km na 30 km, tako da bo dobrih 20 minut krajš, kar lansko let. Bomo videli, koliko se bojo gume odnesle, ker je mokro, tako da se vidimo. Vse, ker smo vas manjša kroga, boste lažje, ampak malo ste že ogreti. 10 sekund. Malo hladno. 4, 3, 2, 1. Vidič. In pedalo, ej. Že takoj prvi krog sem imel težave, ker se nisem mogel upeti v pedalu in tako sem bil čist zadnji. Vsak krog je dolg dober kilometer in 20 višincev. Zdaj na tem delu je bil full strm klanček, kratek, ampak strm. Rabiš dobrih 10 sekund šprinta in potem se spustiš dol v majhen ovinek, čez to ravnino, kjer si imel veter prsa, kjer je veter zelo močen pihnil čez kucelj, v polkrožni ovinek, skozi tunelček in šprint čez cilj. Kakor vidite, je krog kar tehnično zahteven in glede na to, da je bil še dež in močen veter, je bil zato še bolj nevaren. Mislil sem, da bo ful drsel, ker je mokra cesta, ampak na srečo ni čist nič drsel in zato sem se vsak krog malo bolj nagnil, ker sem bolj zaupal gumam. Glede na to, da je dež in da je voda špricala za kolesarji, se na kamerci ful bolj vidi, kakor sem jaz videl, ker nisem imel brisalca na očalih. Tako da jaz sem videl bolj takole. V prvih par krogov je bil kar visok tempo, tako da sem komaj držal skupinca. Zato sem se odločil, da bom šel malo bolj naprej, da ne bom bil glih zadnji, ker lahko kakšen spusti in pol ostanem za njim. Tako sem šel vsak krog malo bolj naprej, dokler nisem prišel čist spredi. Po 10 krogih sem končno prišel čist spredi. Zdaj zvok na kameri je bil že tak, kakor da si pod vodo, ker so bili vsi dušilci zvoka za veter mokri in je potem ta podvodni zvok. Minila sta 2 kroga in tule je probal kolega pobegant. Amo na žalost ni ratal. Po 3 krogih sem videl, da tale hoče pobegant in sem rekel, pa dajmo probat, pa sem usedil. Zdaj uspešno smo pobegali, tako smo mogli sam držati naš tempo. Delali smo izmene, kakor se tudi spodob, vsaj do zadnjih par krogov. Jaz sem se komaj držal z te skupince na teh klancih, po mojem glizerta, ker sem imel prenizko kadenco. Ampak čez mer sem pol vlekel po ravninci. So zadnji 3 krogi in jaz sem bil že čist na koncu z močmi. Tako da sem sam upal, da sem držal te skupince in da ne bom odpadel, ker potem me lahko ujame glavnina. Ko sem probal po najboljših močeh, da ostanem s to skupinco in si zagotovim stopničke. Smo v predzadnjem krogu. Zdaj pred skupinco smo imeli še dobrih 30 sekund, kar je kar velika prednost v predzadnjem krogu. Zdaj, kakor vidite, tukaj sem komaj speljal ta klanec in potem sem še vlekel po ravnini. In zdaj sledil še zadnji krog.
Tle sem jo dejansko potegnil in sem pritisnil, kakor se je dal. A nažalost mi je zmanjkalo glih pred vrhom. Tako sem končal na skupnem 3. mestu. Štinge imamo, stari. Ja. Zdaj, ko sem stisnil, hej. Ko sem bil. Zmaga! To! Je! Hajde! Dobro, dobro. Yes! Bravo, ti dobro niste. Zavrti si hlance, ko mi sem spela, ko sem bil sem 3. Bo treba pucati. No, končali smo na skupnem 3. mestu. Videli pa malo smo drugi na stopničkah. Povprečna 300 vatov, normalizirana 340. Zdaj pa gremo nekaj pojesti. V kategorijah amaterij je 3. mesto osvojil Rok Berger Mlakar, drugi je bil Matjaž Hrifljan, zmagovalec pa Rok Majer. Bravo. Organizator se vam opravičuje za medalje za kategorijo amaterjev, jih boste dobili naknadno, žal so se nekje na poti izgubljeni. Zdaj smo na korono zgorno. Ja. Evo ste bili prav borci, tako mole uredimo. V kategoriji Master A je 3. mesto osvojil Kalič. Prav, in zmagovalec Blaž Oblak. Prav, Blaž. Samo tako da ima. Se bo, tle, gornike. Čakamo. Dajte prav, ko ne se nekaj. Zdaj ste vi zakaj, zbita 3. Lepo, čestitke. Hvala. Smo rekli, da mora biti sigano, da bi zdaj nastala pred tabo. Ja, tako. Hvala. Jole, 2 bicikla sta še noter. Rekel si, še en bi šel. Bi šel, ja. Upam, da ste uživali. Če hočete videti celotno tekmo, klikajte tja, naročite se na kanal, lajki, komentirji in se vidimo naslednjič.